Drage gledalke, gledalci, z menoj je polkovnik Miha Butara. Miha, lep pozdrav. Ja, vračam pozdrav, hvala lepa za povabilo. Ki sicer tudi izhaja iz vojaške družine, je tako? Točno. Njegov oče Miha Butara, Aleks, je bil namreč general Jugoslovanske ljudske armade in med drugim udeleženec pohoda partizanske 14. divizije na Štajersko leta 1944. Sin Miha, polkovnik, ki je sedaj z menoj, ga je lahko, bi rekli, nasledil na mnogih pomembnih vojaških funkcijah. Dolga leta je deloval v sestavi teritorialne obrambe mesta Ljubljane. Drži, Miha? Točno, ja. Mesta Ljubljane in še pred osamosvojitveno vojno deloval kot namestnik načelnika manevrske strukture Narodne zaščite Republike Slovenije in tudi kot mesta Ljubljane. Sem tudi to pravilno povedal? Točno, ja. Deloval je tudi kot organizator in poveljnik teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine v letih 1990 in 1991 in v vojni za Slovenijo leta 1991. Od leta 1993 do upokojitve leta 2010, sem prav rekel, je bil poklicni predsednik Zveze slovenskih častnikov, ljubljanskih častnikov, ljubljanske veterane pa si vodil polnih 13 let, se mi zdi, od leta 2000 do 2013. Miha je tudi nosilec mnogih priznanj in odlikovanj. Med drugim je leta 2005 dobil drugo najvišje državno odlikovanje, srebrni častni znak Republike Slovenije. Pogovarjala se bova predvsem o osamosvojitveni vojni, ki je trajala 10 dni in je v primerjavi z vojno na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini se končala z malo žrtvami in majhno materialno škodo, lahko pa bi bilo tudi zelo drugače. O tem bova zdaj spregovorila. Miha, ampak najprej bi mogoče začela z tem, da si bil oktobra 1990 imenovan za poveljnika teritorialne obrambe Ljubljanske pokrajine. Zanima me, kakšni so bili takrat odnosi med teritorialno obrambo in Jugoslovansko ljudsko armado, z ozirom, da je Jugoslavija takrat že nekako razpadala, politično in gospodarsko. Ja, te odnosi so se krhali še vrsto let, bolj kot kjerkoli drugje v Sloveniji v Ljubljani. Zaradi tega, ker je armada poskušala z zelo intenzivnimi postopki si podrediti ljubljansko teritorialno obrambo, kar bi predstavljalo prvo stopnico na podreditvi kompletne slovenske teritorialne obrambe. Mi smo imeli to pogledno zelo veliko posvetov, razgovorov, tudi pritiskov strani zveznih oblasti, predvsem zveznega sekretariata za obrambo, kasneje preimenovanega v generalštab oboroženih sil. No in na teh srečanjih so insistirali na rešitvi, pri kateri bi armada podredila ljubljansko teritorialno obrambo in takratni mestni štab teritorialne obrambe pod svoje povelje. Zdaj, povedati moram še nekaj. Od približno leta 1980 pa do vojne je obstajal v Ljubljani poseben organ, ki je združeval delo pripadnikov TO in pripadnikov JLA, to je bilo pa poveljstvo obrambe mesta. Poveljstvo obrambe mesta je imelo funkcijo, da brani Ljubljano in pokrajino Ljubljana v primeru agresije strani vzhoda ali zahoda, se pravi strani Zveze NATO ali strani držav članic Varšavske skupnosti. In moram reči, da smo imeli zelo veliko skupnega usposabljanja, tudi z vrhunskimi častniki iz sestave armade. In na teh srečanjih smo mi na nek način utrdili elemente tovrstnega delovanja,
ki so nam pa prišli še kako prav v času vojne za Slovenijo, ki smo se in priprave za vojno, ne, ko so se mogli temeljito pripraviti, da bi eventualno odgovorili na nasilje in angažiranje pripadnikov Jugoslovanske ljudske armade. Ampak Jugoslovanska ljudska armada je takrat nekako, kaj je bil vzrok, recimo, da je hotela večji vpliv ali pa komando imeti na teritorialno obrambo? Je bil strah, da postane to nacionalna vojska? Ali kako je bilo s tem? Glejte, ta strah je bil, je bil prisoten že ves čas, od ustanovitve teritorialne obrambe. En del zvezne generalitete je nasprotoval ustanovitvi republiških štabov TEO ali pa generalštabov za SLO, ko so se prvotno imenovali, in so poskušali onemogočiti ustanavljanje teh republiških štabov, ker so razpravljali v tem smislu, da to pomeni ustanovitev slovenskih vojska in uvajanje nekih perspektivnih možnosti za odklop od Zvezne federacije. V končni fazi se je to kasneje tudi pokazalo v praksi. Res pa je, da so pri nas v Sloveniji ljudje, ki so vodili politiko delovanja in kadrovanja v teritorialni obrambi, zelo skrbno načrtovali vse, kar je bilo v zvezi z organiziranostjo in delovanjem teritorialne obrambe in z kadrovsko popolnitvijo. Tu, po moji oceni, smo bili v TEO najboljši možni kadri, tisti narodno zavedni Slovenci, ki smo v prvi vrsti gojili nek odnos do obrambe domovine, do obrambe Slovenije, seveda takrat tudi do obrambe Jugoslavije. No, ampak zanimivo je to, ti si bil imenovan za poveljnika teritorialne obrambe oktobra 1990. Ampak že maja tega istega leta je Jugoslovanska ljudska armada delno razorožila teritorialno obrambo. Se pravi, orožje, ki je bilo pod hrambo teritorialne obrambe, je odpeljala svoje kasarne. Kako ste se v teritorialni obrambi odzvali na to? Ker je bila že neka napetost, precejšnja. No, napetost je bila zelo velika, že kakšno leto, 2, 3 nazaj, tudi ob aferi JVZT se je še dodatno stopnjevala. Mi smo te pritiske čutili tudi znotraj teritorialne obrambe, no in ob teh poskusih podrejanja ljubljanske teritorialne obrambe, ko sem jih navedel, je šla zadeva korak v korakom naprej. Začelo se je na ta način, da so prvo zahtevali popis orožja, ki ga imamo, in nam je to postavilo vprašanje, zakaj pa, se smo imeli do zdaj to vse urejeno. Moram reči, da smo imeli orožje, govorim to prvenstveno za Ljubljano, pa za večino teritorialne obrambe v Sloveniji, so imeli orožja shranjena v vojašnicah Jugoslovanske ljudske armade. Svojih skladišč velikih nismo imeli. Imeli smo samo manjša skladišča v kakšnih postajah milice ali pa mogoče na sekretariatih za obrambo ali pa v občinskih strukturah. No in to je bilo proti ostalemu orožju na nek način zanemarljivo. No in armada je zahtevala, da se ves orožje, ki ga imamo, po tistem štetju orožja, ki sem ga imenoval, prenese pod nadzor Jugoslovanske ljudske armade v njena skladišča. Vendar moram povedati, tam smo mi imeli znotraj teh skladišč, vsaj Ljubljančani, svoje skladišča, z svojim ključem, z svojim vstopom, vendar nam niso dopustili kasneje, da gremo mi prosto v svoja skladišča, ki sem jih imenoval, zaradi tega, ker preprosto to ni bilo dovoljeno, iz bojazni, tudi zaradi tega, ker smo imeli takrat volitve. Eni pravijo, prve demokratične volitve po drugi svetovni vojni so se v tistem času dogajale in zaradi tega, da ne bi iz tega vsega skupaj nastalo kaj neprevidljivega za armado, kar se dejansko je tudi za zvezne oblasti, kar se je v končni fazi tudi dogodilo kasneje, so poskušali na vse mogoče načine
slabiti slovensko obrambo in istočasno moč slovenskega političnega vodstva, sploh po novo nastali oblasti, ki je izvoljena po volitvah. Ne. Se pravi, orožje je šlo v veliki meri izključno pod skladišča jugoslovanske armade. A ste se pol nekako lotili, da to orožje dobite nazaj? Kako je bilo s tem? Ja, v Sloveniji je bilo tako. 16 občin ni oddalo orožja, zaradi tega, ker so imeli, bom rekel, pokončne poveljnike in zaradi tega, ker so imeli tudi pokončna občinska in politična vodstva na svojih območjih, ki so enostavno prepovedale oddaje orožja pod nadzor Jugoslovanske ljudske armade. Pri nas je bila druga situacija. Za Ljubljano je treba povedati, da je tole glavno mesto Republike Slovenije in da so se Ljubljane lotili zelo precizno, zelo pretanjeno s posebnimi postopki, tako da bi jo čim bolj razorožili. Direktno je imel skrb nad procesom razoroževanja v Ljubljani načelnik generalštaba, načelnik republiškega štaba general Ožbolt in njegov šef zaledja polkovnik Sili. Namreč vedno se je, da je Ljubljana mogoče med vsemi teritorialnimi strukturami izredno dobro usposobljena, da so naši fantje izredno dobro izurjeni in še druga stvar, mi smo imeli v primerjavi z ostalimi zelo dobro oborožitev. Zakaj? Zato, ker je družbeno-politična skupnost v mestu in občinah zagotovila vedno dovolj denarja, da smo imeli lahko kupovali sodobno oborožitev, od osebne do ostale. Ja, ampak kako ste v teritorialni obrambi reagirali na to, da niste imeli več neposredni kontakt z orožjem? Ja, ta ugotovitev je na nek način bila šokantna. Namreč, ko so šli v tale postopek, je za to vedelo 3-4 ljudi samo. Je vodil, poveljnik je vedel pokrajinskega štaba, vedel je pomočnik za zaledje, ki je zadevo vpeljal, in vedel je tudi organ varnosti, ki je moral poskrbeti za to, da zadeva ni bila širše obelodanjena. Ker smo mi zvedeli za tole zadevo, da se to dela in da se to dogaja, smo začeli vsak po svoje iskati neke poti, neke rešitve, da bi obvestili oblast in da bi poskušali blokirati te postopke. Recimo, jaz sem imel, ker sem bil takrat tudi pomočnik za domovinske zadeve, tudi zelo tesno sodelovanje z novinarji. Tako da sem preko recimo novinarjev dela Željka Šepetavca, preko nekih novinarjev, kot so Branko Soban, organiziral informiranje o teh zadevah, da bi oni pol objavljali članke na to Vižo o temu dogajanju. In Branko Soban je napisal en fantastičen članek o razorožitvi teritorialne obrambe, ki ga je Delo objavilo, pa še je bilo nekaj takih zadev. No in to je bil nek prispevek v tisti situaciji, ko smo poskušali na nek način iz utopitve, da rečem, preplavati na vrh. Istočasno je stekel tudi postopek obveščanja najvišjih ljudi, najpomembnejših v državi. Tako da smo obvestili tudi po svojih kanalih predsednika predsedstva, Milana Kučana, potem smo obvestili še novo postavljenega ministra za obrambo Janeza Janšo. Očitki si ravno nju dva omenil, Janez Janša, ki je tesno povezan z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve. To združenje je vložilo ovadbo leta 2016, se mi zdi, proti Milanu Kučanu, ker da je dovolil to razorožitev in obsodili so ga veleizdaje in sabotaže. So obstali kakršnikoli argumenti za to ovadbo? Ja, jaz se spomnim tega trenutka,
mislim, da smo imeli tako ravno obletnico, 15. obletnico ustanovitve in delovanja manevrske strukture narodne zaščite, ker me je to isto vprašala novinarka Markovičeva iz nacionalne televizije. Ne? Pa si mi tako odgovoril, veste kaj, če je predsednik Milan Kučan veleizdajalec, je veleizdajalec tudi Janez Janša, veleizdajalec je tudi Igor Bavčar, veleizdajalec sem tudi jaz. Se pravi, da tu nobena stvar ne drži. Moram pa reči, da je delovanje VSO-ja skrajno spolitizirano in ne vidim pozitivnega naboja v njihovem delovanju. Vidim pa veliko primerov zavajanja ljudi, ki so člani, mogoče včasih tudi iz nekih pozitivnih pobud, ampak glede na to, da obstaja Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki združuje vse pripadnike teritorialne obrambe, ne vidim razloga, zakaj oni delujejo na ta način, da širijo zdraho in da širijo nestrpnost med nami. Omenila sva, zdaj si govoril o teritorialni obrambi, ne? Ampak potem je obstajala še manevrska struktura narodne zaščite. V čem je razlika med teritorialno obrambo in to manevrsko strukturo? Ja, hvala za to vprašanje, namreč mnogi tega ne razumejo in ne ločijo. Takoj potem, ko je stekel postopek razoroževanja teritorialne obrambe, so se mnogi vpraševali, vključno z nami, Ljubljančani in z mano, ne, kaj se to dogaja, kaj moramo narediti. Zdaj si predstavljate vojaka, častnika, da ga razorožijo. V nekateri sredini so šli celo tako daleč poveljujoči njihovi, ne, da so jim celo osebno orožje vzeli, se pravi pištolo. Ne. Ja. To se ponavadi častniku ne vzame, pri nas tega ni bilo, ampak kljub vsemu iskali smo seveda načine in rešitve, kaj narediti, da bi to na nek način postavili predhodno situacijo in še nekaj zelo pomembno. Ne. Nam se je to dozdevalo kot tretja razorožitev slovenskih vojakov. Prva je bila razorožitev vojske generala Maistra, druga je bila razorožitev slovenske partizanske vojske, ki je bila sicer 45, ki je bila sicer vključena v jugoslovansko armado, ampak ni bila več slovenska partizanska vojska, je bila jugoslovanska armada. No in zdaj je prišlo do tretje razorožitve in gnev med nami je bil strahoten, ne, tako da smo bili takrat pripravljeni tudi grist, če bilo treba, tanke in vse ostalo, magar brez orožja, bi se že znašel. Ne. No in pri nekaterih ljudeh je prišlo do zamisli, da se nekaj naredi, da se sprožijo postopki, zato da mi pariramo tem aktivnostim armade. No in en od prvih, ki je sprožil ta postopek, je bil Radek Lisarič z Dolenjske pokrajine, skupaj z Borutom Usenikom, sta se dogovorila za razgovor s Tonetom Krkovičem, tam nekje na relaciji med Dvorom in Kočevjem, in so fantje preprosto ocenili to stanje kot izredno slabo za Slovenijo, izredno negativno in se na nek način odločili, da treba nekaj narediti, da je treba poseči tudi v sodelovanju s politiko, da bi to situacijo in to nečastno situacijo za našo strukturo in za Slovenijo v končni fazi postavili na boljše izhodišča. Tako da je bilo dogovorjeno, da gre Krkovič v razgovor z ministrom za obrambo, takratnim republiškim sekretarjem za obrambo Janezom Janšo. Krkovič je ta razgovor opravil, predstavil mu je razmišljanje ljudi in pripravljenost za to, da se tem zadevam opremo. Tu je zadeva padla na popolnoma plodna tla, kar je postopoma razumljivo. No in potem se je začel valiti kamen v dolino, ki je za sabo potegnil vse tiste, ki smo bili na nek način na istih valovnih dolžinah in smo bili pripravljeni zastaviti sebe, v končni fazi tudi svoje družine, zato da mi odgovorimo
tem nepotrebnim in zlonamernim ukrepom armade in postavimo našo slovensko teritorialno obrambo ponovno na noge. Ampak to je bilo v bistvu sporedna organizacija mimo teritorialne obrambe, ne? Točno. Ki je imela kaj, namen krepiti obrambno moč, pomagati politiki ali kako? Pri osamosvojitvi ali kako bi to označil? Jaz bom tako rekel, pa mislim, da bo to kar točno. Teritorialna obramba, z izjemo teh 16 organizacij, ki niso oddale orožja, ne, je bila zaradi tega, ker je imela generala Hočevarja kot komandanta republiškega štaba TO. On jo je imel pod nadzorom, je bila na nek način knokautirana. Ne. Zaradi tega, ker je povelje in poveljevanje slonelo na povelju Hočevarja, ki je pa vodil izrazito zvezno politiko, politiko zveznih oblasti, in je bilo potreba nekaj novega narediti. Direktno v to teritorialno obrambo nismo mogli posegati, ne. Zato smo se odločili, da naredimo novo, sporedno, ilegalno organizacijo. In manevrska struktura narodne zaščite je čista ilegalna organizacija. Kdo je za vse to vedel? Je vodstvo slovensko politično vedelo kompletno za to? Glejte, v prvi fazi so za to vedeli samo tisti, ki smo bili noter, ne. Kar se tiče vodstva, v prvi fazi je za to vedel Janša, vedel je Bavčar, vedel je seveda Krkovič, pa vedeli smo tisti, ki smo bili poveljoči v posameznih pokrajinah in smo razvijali to manevrsko strukturo od zgoraj navzdol, ne. Drugače smo pa prvič obvestili republiško vodstvo na skupnem sestanku, mislim, da je bilo to 15. septembra v prostorih Vlade Republike Slovenije, kjer smo dali tudi poročila o stanju v posamezni sredini, v posamezni pokrajini, tako da so bili takrat seznanjeni tudi predsednik Kučan, tudi predsednik skupščine Bučar in še predsednik vlade Peterle in še nekateri drugi. No, to se je dogajalo leta 91. Ja. 91. In vemo, da je 90. 90, ja. No, zaostrilo se je pa naslednje leto, ko je prišlo do odprtega konflikta z jugoslovansko armado, ne. Kakšna so bile takrat, kaj je bil leta 91 konkreten cilj in kakšna so bile pričakovanje? Ali ste v tej manevrski strukturi in teritorialni obrambi, recimo, ne, ti si bil na teh najvišjih položajih, ne, ocenili, da se bo jugoslovanska ljudska armada kar umaknila iz Slovenije, Slovenija bo pa kar postala priznana država, s tem, da bo dobila samo mejo še s Hrvaško in zadeva bo zaključena. Kako se je takrat strateško razmišljalo, kakšen je bil cilj vsega tega, kakšna so bila pričakovanja? A se je ocenilo, da bo to zlahka šlo z jugoslovansko ljudsko armado? Niti slučajno. Glejte, mi smo se pripravili, kot da bi imeli dolgotrajno borbo, kot da bi, bom rekel, morali, če bilo potrebno, seveda v sozvočju z odločitvi naše slovenske politike, izvajali aktivnosti, katerih cilj bi bil obrambo slovenskega prostora in v končni fazi izgon armade ali pa zmaganje nad armade. Ampak bom vprašal zdaj tako, če bi vrh armade in Milošević, Slobodan Milošević, ki je bil takrat glavni, ne, armada že pod njegovo komando prišla, skušal ohraniti Jugoslavijo za vsako ceno. Potem kaj? A bi šli v partizane, se bi šli v gverilo, je bil načrtovan nek dolg partizanski boj, ali je bilo ocenjeno, pričakovano, da bodo ljudje to kar enostavno podprli, saj v bistvu ni šlo za eksistenčno ogroženost, ne, kot recimo med drugo svetovno vojno. Je kdo razmišljal o tem, da se bodo ljudje kar tako odrekli relativno udobnemu življenju? Glejte, tu treba spet, bom rekel, narediti nekaj korakov nazaj, v 80. leta, v tisto obdobje, ko so poskušali Slovenijo disciplinirati tudi na
jezikovnem področju, ko so spremljali programsko jezikovna jedra in tako naprej, pod taktirko Srpske akademije znanosti in umetnosti, in Slovencu vzeti besedo. Slovencu vzeti slovenski jezik, to je najhujše, kar lahko nekdo naredi. In ker je to bila neka sintagma, ki se je non-stop upoštevala in so jo nosili s sabo v te naše odnose, je to ustvarilo revolt pri nas. Druga zadeva je pa ta, da je tudi naša slovenska politika odgovarjala na vse te pritiske zelo subtilno in zelo korektno in v interesu slovenskega naroda. Če se spomnim samo ene zadeve, da je vodstvo slovenskega centralnega komiteja zapustilo sejo centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije v Beogradu. To je bila ena taka pomembna prelomnica, da je vsem ljudem dalo vedeti do znanja, da so to ljudje, na katere lahko računamo in da se lahko na njih opremo. To je vse res, ampak to je bilo vse na besedni ravni. Ko je pa vojna, je pa vojna. A bi šli ljudje, a je bila takrat ocena, da bi šli ljudje v ta tvegan boj, če bi se jugoslovanska armada odločila, da po vsej sili, ne glede na žrtve in vse, ohranijo Slovenijo znotraj Jugoslavije. In tudi še to, ali je bil za ta scenarij, ali je bil razmišljanje o tem scenariju, ali je bil za ta morebiti daljši spopad, pripravljen nek scenarij, so bile razprave o tem, me zanima. Kam bojo razpoenote, kam bojo šle enote, kdo je bil skrbroval, kakšna bo logistika. Mislim, zanima me, če je bil scenarij za to opcijo, da bi se zgodila recimo totalna vojna, ko armada nikakor ne bi dovolila, da Slovenija odide iz Jugoslavije. Če bom čisto na kratko povedal, bom rekel, scenarij je bil. Mi smo ga postopoma utrjevali, izgrajevali. Tisto, kar je bilo mogoče prevladujoče pri nas, je bil brez jeza zaradi vsega, kar se je zgodilo. Mi smo hoteli z vsemi silami ponovno oživeti teritorialno obrambo tako, kot je bila, ji vrniti ugled, ji vrniti, bom rekel, tudi sestavo, ji vrniti moč in tako naprej. Ne pozabiti, da smo mi imeli, recimo, če upoštevamo samo Ljubljano, 8400 pripadnikov v različnih enotah, to so bile 3 brigade, pa divizioni protizračne obrambe in tako naprej. No in po tem, ko smo mi ustanovili ilegalno organizacijo manevrske strukture narodne zaščite, smo 4. oktobra 90. leta v sestavo teritorialne obrambe, nove, prinesli, mislim, da 4250 ljudi. Solidno oboroženi. Miha, ali si ti osebno, ali pa ta ekipa, ki si jo vodil, ocenila, da bi ljudje šli v tvegan boj, dolgotrajen boj z močno jugoslovansko armado, samo zato, ker jim Jugoslavija ni bila več všeč? A je bilo to, ste kaj o tem razmišljali? Ta moralni vidik, bi to bilo? No, kar se tega tiče moralnega vidika, ni bilo nobenega dilema. Mi smo bili pripravljeni, bom rekel, zastaviti sebe, svoje življenja za interese države, državljanov in za naše končne fazi interese, tako da smo tudi vse te ukrepe, ki smo jim prej rekel, predhodno izvajali, ponovno izvajali in krepili. Ampak tisto, kar je izredno zanimivo, pripravljenost mladih ljudi, pripadnikov teritorialne obrambe je bila tako visoka, na tako visokem nivoju, da je to nekaj neverjetnega. To se verjetno doživi redko v neki zgodovini nekega naroda, tako kot se je recimo v začetku druge svetovne vojne, tako se je zdaj pri nas nekaj takega. No in ljudje so bili pripravljeni narediti vse. Istočasno smo pa tisti, ki smo bili kreatorji tega, verjeli, da mogoče tako lahko ne bo, da bo to trajalo dalj časa. Ja, ampak ste v tem smislu naredili, si rekel, da ste naredili neko strategijo, če bi to trajalo recimo leta. Vidimo zdaj, vojne trajajo lahko leta, praviloma skoraj. Ja. Tisto ja, no, ampak da bi rekel, zdaj pa vojna 2 leta ali pa 3 leta, to ne, ampak
da bo pa delka 10 dni ali pa da bo delka mesec, 2, 3, v to smo se pripravljali, ne. Popolnoma zavestno, to ni bil noben problem, kar se tega tiče, seveda pa nismo omejevali čas, ne, v katerem pričakujemo take zadeve, ne. Ker jaz sem se pogovarjal tudi z nekaterimi poveljniki, ne? Ja. In so mi rekli, da so nekje sredi gozda v mejnem prehodu ostali brez logistične podpore, niso imeli nič za jest, ni funkcioniralo. Ta oskrba, to ni šala, mislim, če to traja dneve in dneve, Jaz bom rekel mesece. tako, če se je to dogodilo, moram reči, da so imeli slabo organizirano preskrbo, ne. Recimo Ljubljan smo imeli po Ljubljanski pokrajini tako dobro organizirano oskrbo, da so nas celo preko časopisov, kot so Slovenske novice, klevetali, ne, ker češ teritorialci imajo pa take dobre obroke, ne, ker so na vojaških vajah, ampak iz teh vojaških vaj je nastalo vojno stanje in tako naprej. Hočem nekaj drugega povedati. Mi smo vse naše resurse, vse naše enote naslonili na organizacije, ki so jim zagotavljale prehrano. To so bile restauracije ali ljudska kuhinja, kaj jaz vem, kdo se še skupne. A ste imeli kakšno oceno, koliko časa bi lahko ta spopad trajal? Zdaj, če bi rekel, da smo imeli, pa da smo rekli, ok, to bo trajalo 60 dni, bi se zlagal, to ne, ampak nismo pa omejevali tega časa, ne, ker potrebno je bilo pač doseči tale končni cilj, ne pozabiti, da je bilo takrat govora tudi o asimetrični federaciji, da je bilo govora o tem, da se bo mogoče nek dogovor sprejel v Beogradu skupaj z našimi vodilnimi politiki in da bo iz tega išla, bom rekel, ta zadeva na bolj ugoden način, ne, da ne bo prišlo do posega armade, nažalost je prišlo do posega armade, ker je vojaški vrh, ki je bil naklonjen oboroženemu spopadu, prevagal v nekem trenutku, ne. Zdaj bi me zanimalo še vrhovni poveljnik, recimo teritorialne obrambe in manevrske strukture, je bilo predsedstvo Republike Slovenije. Je tako? Ki pa je odgovornost preneslo na tako imenovano koordinacijo. Ja? In zanima me zdaj ta linija poveljevanja. Kdo je sploh poveljeval in kako so potekale te linije poveljevanja? Komu ste zaupali? No, kar se tiče, bom rekel, zaupanja, moram reči, da smo zaupali nadrejenim, ne. Kar se tiče vojaške strukture, moram reči, da je bilo, lahko rečem, neomajano zaupanje v Janeza Janšo, ker je dobro vodil zadevo, dobro organiziral, tudi v Igorja Bavčarja. Sicer je Igor Bavčar vodil kot prvo koordinacijo, kot drugo je pretežno deloval v vodenju policiji, milice, ne. Ampak to je bila cel kup ljudi je bilo v tej koordinaciji, ne? To je pa druga zgodba. V koordinaciji so bili ljudje, ki so pokrivali ves spekter obrambe, ne, tako strani vojaške strukture, kakor strani policijske strukture. Ampak kdo je imel pravico dajati ukaze zdaj? To je pa druga zgodba, no. Meni se je celo zgodilo, da sem v tistih dneh, ki so bili ključni, pa še pred tistim, dobival ukaze v imenu teh, ki sem jih imenoval, Janše, Bavčarja in tako naprej, strani, mislim, da sem enkrat izračun naredil 44 ljudi, ne. Pa se pokliče nekdo, ki je en od vodilnih na nekem ministrstvu, recimo za obrambo, pa prav poveljnik meni je rekel, ta pa ta, recimo Janez Janša, to treba narediti in tako naprej, pa seveda tega ni bilo. In smo mogli, bom rekel, imeti kar neko tankočutno oceno delovanja, da smo lahko izločili tisto, kar je ta pravo, tisto, kar ni. Drugače pa tako, kar se tiče direktnega poveljevanja, ne, je povelje bilo seveda v rokah koordinacije. Prvi človek koordinacije je bil Igor Bavčar, drugi je bil njegov namestnik, ta
Janez Janša, teritorialno obrambo bi pa moral voditi in poveljevati Janez Slapar. Moram pa reči, da smo bili z njegovim vodenjem in poveljevanjem izredno nezadovoljni. Izredno. In nas je dostikrat postavil v tako situacijo, da smo bili pred dilemo, kaj narediti, kaj izvršiti. No, in zakaj. Omenil si Janeza Slaparja, ne? On je tebi, če se ne motim, 28. junija Ja. 91 dal tudi komando, da napadeš ljubljanske kasarne. Ti tega ukaza nisi hotel izvršiti. Zakaj? Ali kako je bilo s tem? Ja, No, če zadeva je lahko poveš. popolnoma enostavna, ne. Za tistega, ker pozna sistem vodenja in poveljevanja, ne. V tistem času, to so bili prve ure napada na Slovenijo, smo mi konsolidirali enote, mi smo bili v situaciji, da bomo enote mobilizirali, da jih bomo dopolnili z ljudstvom, z oborožitvijo in vsem ostalim. Mnogi pozabijo na to, da mi nismo imeli dostopa do skladišč. Mi smo imeli orožje v tajnih skladiščih in smo iz tajnih skladišč morali orožje prenesti na lokacije, kjer je mobilizacijsko zbirišče enot in zagotoviti, da bo enota funkcionirala. Po drugi strani smo imeli še eno zelo veliko težavo, ta nesrečna reorganizacija, o kateri še nisem kaj dosti govorila, je povzročila to, da smo mi sestave enot dobesedno spremenili, ne bom rekel razbili, lahko upam besedo uporabiti razbili. In to je pomenilo, da tisti, ki so bili leta in leta v nekem bataljonu, v neki četi, več niso bili tam. Ne? In ko so prišli na mobilizacijsko zbirališče, so bili neki drugi ljudje. Se pravi, ena zmeda je bila z mobilizacijo, če prav razumem. Pa kdo je to povzročil in zakaj? Zdaj je tako, če jaz gledam kot poveljoči in imam nad sabo nadrejenega, je to republični štab. To je izvajal v odnosu do nas republični štab z Janezom Slaparjem in z njegovim namestnikom Danielom Kuzmo, ki se je strahotno trudil, da nam te zadeve usili in nam uveljavi te zadeve. Ne. Čeprav smo se mi temu upirali, mi smo celo tako rekli, ne, pa ne samo jaz, vsi moji sodelavci vodilni, da to, kar se dogaja, da je načrtno zbijanje bojne pripravljenosti. In zdaj hočeš reči, kaj, ko si dobil ta ukaz od Slaparja, da niste bili pripravljeni zaradi vseh teh zadev za bojno pripravljeni, kot bi treba. Ja, to je več zadev. V bistvu v času, ko so bile moje ključne enote, ne, to so bili odredi, v fazi mobilizacije in so imeli recimo popolnite enote 44 do 48%, je Slapar meni osebno ustro ukazal, da naj napademo vojašnice. Ne. Ampak kaj je bil Slapar tisti, ki je to odločil? Kdo je dejansko izdal ta ukaz? Bom prvo to povedal, pol bom pa nadaljeval. Ne. In jaz ga vprašam, kako, zakaj, iz katerega razloga. Ne. Niti me ni vprašal, kako je stanje, koliko imamo enoto zunaj, kako smo izvedli blokado in tako naprej. Blokade vojašnice smo pa izvajali že na podlagi predhodnih načrtov, še iz leta 90, iz leta manevrske strukture narodne zaščite. In je to ena zadeva, samo mi smo šli v vojno stanje iz situacije, v kateri so bile naše enote na vojaških vajah. In če so bile na vojaški vaji čete, smo morali aktivirati odrede, spet z mobilizacijo, to pa zahteva čas. Čakaj, zdaj jaz nekaj ne razumem. Ne? Ali ključno je to, da si ti zavrnil to in zdaj ta napad na vojašnico. In zdaj iz tega, kar mi pripoveduješ, razumem, da si zavrnil ta napad zato, ker nisi imel dovolj vojaških sil na razpolago. Ne, to je en razlog. Ključni razlog je pa nekaj drugega. Bojna dejstva v glavnem mestu države lahko odobri in ukaže samo predsedstvo Republike Slovenije.
tu nobeno predsedstvo ni dalo tega ukaza, tu ni dal ukaza niti Igor Bavčar, ker predsednik Republiške koordinacije v tem času, Kdo je dal ta ukaz? To je dal Janez Slaper. Ja, To je Janez a je Slaper. Janez Slaper samo iniciativno ta dal ukaz? A je kdo njemu to naročil? Jaz govorim o tem, kar sem jaz direktno doživel. Ne? Sem pa kasneje strani drugih ljudi slišal, da je to bil ukaz Janeza Janše. Samo to bi pa mogli povedati ostali, ki so ga doživeli. Jaz sem bil po spletu okoliščin tudi član, da tako rečem, ali pa operativc v Republiški koordinacijski skupini. Ne? In vem, kako so se stvari dogajale in točno vem, kdo je lahko odločal in kako je odločal. Ne? Smo imeli pa še pred vojno cel kup problemov iz naslova vodenja in poveljevanja, ko je recimo zahtevano, da jaz naredim neke ukrepe blokade proti Vrhniki s svojimi enotami in s predvideno gradbeno mehanizacijo. In ki je Slapar za to zvedel, je ukazal, da moramo te barikade odstraniti in da moramo enote dati nazaj na izhodiščne položaje. 20 minut kasneje me kliče Janez Janša, se zanima, zakaj, kakšna situacija, kaj se dogaja, mu to povem. Prav, Miha, takoj nazaj, barikade takoj nazaj, enote v obrambo, kjer smo pričakovali izpad tankovske kolone iz Vrhnike proti Ljubljani. Ampak dajva se vrniti, zdaj se mi zdi zelo pomembna ta zadeva, tvoja zavrnitev te komande, da se tega ukaza Slaparja, ki naj bi ga, kot praviš, v bistvu izdal Janez Janša, ker ti tega ukaza nisi izvršil. Zakaj? Zato, ker ga ni izdalo predsedstvo države. No, prva zadeva ali bi ga v tem primeru izdal? Ali kaj si njemu odvrnil? Ne, to je bil še en hec, jaz ne morem drugače reči. Ne. On je nastopil na ta način. Kaj je Miha? A boš streljal? Zakaj ne streljaš? Vsi streljajo, vsi pokajo. Sam ti pa tvoji Ljubljančani ne pokate. Jaz sem se za glavo primil. To ni ukaz, to ni nek dialog med ljudmi, sploh pa ne v taki situaciji. In sem rekel, načelnik, kaj bi rad, ne? Vse imamo pod nadzorom, vse vojašnice so blokirane, vse akcije smo izpeljali na našem območju, Trzin smo recimo sanirali in skupaj s policijo dosegli zmago, tam nam je še en vojak padel, Peperko. Prav, kaj se pa ti hvale s tistim, kar je naredila policija, pa Peperko ni tvoj, je od policije. Mislim, neverjetno, šokantno, ne? In to, da nekdo na ta način omalovažuje tebe, tvoje ljudi in tisto, kar je zanimivo, mi smo pred vojno že par mesecev kupili sistem Telenorma. In jaz sem imel svoj štab v širši sestavi v svoji pisarni. Ne v pisarni, ampak to je bila v bistvu dvoranca. Sem vključil poslušanje v eter, tako da so vsi poslušali ta dialog. Niso mogli verjeti, da se to dogodi. Jaz sem nekje prebral tvoj zapis, da si ti od njega zahteval pisni ukaz. Ja, ker je dvakrat od mene zahteval, da napadem vse vojašnice, sploh ni upošteval dejstva, da sem rekel, da imamo zadevo v svojih rokah, da smo izvedli vse naloge in tako naprej. On je še vedno insistiral na tem, da izvedemo napad na vojašnice, ker se povsod po Sloveniji poka, edino Ljubljana se ne poka in strelja. No in jaz sem hotel pismen ukaz, samo pismen ukaz ne more dati, on pismen ukaz da lahko vrhovni poveljnik, to je pa predsedstvo. Če bi predsedstvo dalo ta ukaz, bi napadel? Če bi predsedstvo dalo, nisem verjel, da ga bo dalo, vis-a-vis poznavanja teh zadev, samo takrat pa bi, ne. Ker če bi pa predsedstvo dalo ta ukaz, to bi pomenilo, da vsi v Sloveniji delujemo enotno. Ampak kaj bi to pomenilo, če bi šlo v to? Kakšna je bila tvoja ocena? Verjetno se ti ta ukaz ni zdel smiseln, ne? Ne. Zakaj ne?
Ta ukaz se mi ni zdel v smislu zaradi tega, ker sem zelo dobro poznal Kakšne bile posledice, če bi bilo? točno to, kakšne bi bile lahko posledice. Mi smo imeli informacijo, da je poveljnik brigade iz Šentvida Šipčič, ne, zagrozil tudi preko predsednika izvršnega sveta in nekaterih drugih, da bo izvršil rušenje Ljubljane in vseh ključnih centrov, se pravi predsedniške palače, državnega zbora, državnega sveta, televizije, PTT-ja, plinarne, kemične industrije v Ljubljani in v okolici od Medvod do Dola Dolskega in tako naprej. In izzivati, bom rekel, usodo, ki bi bila pa katastrofalna za ljudi, bi bilo nespametno, ne. In očitno se te ljudje, ki so dali ukaze, pa tu mislim v prvi vrsti na Slaparja, niso zavedali teh grozovitih stvari, do katerih bi lahko prišlo, ne. Koliko pa je bilo vojske takrat v kasarnah? Je znan podatek? Je, zdaj, tako bom rekel, okrog 3500 jih je bilo. Pretežno, govorim za Ljubljano, ne, pretežno v vojašnici Šentvid in v vojašnici v Mostah, ne, tu ne računamo oklepno brigado iz Vrhnike, pa Logaški raketni divizion in tako naprej, tako da je bil ekvivalent teh ljudi mogoče približno takšen, ki je bil naš. Ne, mi smo bili v fazi demobilizacije, samo naše številke so se tudi bližale z mobilizacijo teh številkam, samo naša oborožitev v primerjavi z njihovo je bila skromnejša, ne. V tem kasarnam ste tudi odklopili vodo in elektriko. Ja. Ja. In jaz se, ko se človek tako vpraša, ne, tu so bili fantje, v glavnem stari okrog 19 let, na služenju vojaškega roka v teh kasarnah. In če ti odklopijo vodo in elektriko, ne, mislim, se sprašujah, zakaj se oni niso odzvali zaradi tega odločne silo, ne. Ne vem, kako je živeti brez vode, ne, in brez elektrike, pa se niso. A ste kaj o tem tudi razmišljali, da bi jih s tem iritirali, ali ker to ni bilo enostavno? No, mi smo tudi o tem razmišljali, na koncev je to pri nekaterih tudi vzdignilo temperaturo, tudi pri poveljniku, polkovniku Šipčiču iz Šentvida je tudi zagrozil, da če ne dobi takoj vodo in elektriko, da bo udaril po Ljubljani. Moram pa reči, da v nekaterih sredinah, v nekaterih vojašnicah so bili poveljujoči strpni. Bolj strpni so bili tudi korektni. Niso težili k direktnemu obračunu z Slovenci ali pa slovensko teritorialno obrambo in policijo. Tako da je tudi zahvaljujoč takih ljudem marsikje prišlo do pomirjujoče situacije. Ampak posledica tega, da ti nisi hotel izvršiti tega ukaza, je bila, da so te zamenjali. Točno. Kako si? Ampak čeprav so te zamenjali, ni sledil potem napad na vojašnice. Ja, očitno so kreatorji tega pretehtali zadevo in ugotovili, da je bilo to nespametno, ne. Druga zadeva, moja zamenjava je bila nezakonita. Kdo te je zamenjal? Mene je zamenjal Janez Slapar, nezakonito. A je imel on to pristojnost? Ne, ni imel to pristojnost. Jaz sem bil pri njemu na razgovoru pred tem na republičnem štabu, ki je rekel, on mi je rekel tako, predsedstvo države te je zamenjalo, ker ni zadovoljno z stanjem o tem, kar se dogaja v Ljubljani. Ok, jaz nisem razpravljal o tem, kdo pa sem jaz, da bi razpravljal o tem, kar odloča predsedstvo, ne. Ampak sem rekel, ok, dobro je, ampak hočem in zahtevam, da prideš pa ti k meni v moj štab in da mojim podrejenim pojasniš, kaj se dogodilo in zakaj, ne. In res,
On je prišel soboto konc 29. Razgovor je končan tam okrog 1:30 s temi mojimi poveljočimi in je poskušal nekaj povedati. Zadeva je pa tekla tako, da sem v bistvu jaz iniciiral in njega in povedal, zakaj je prišlo, in mojega namestnika, ki je prišel za mano, Janeza Lesjaka, da sem kako lepo besedo o Lesjaku rekel in tako naprej, ker sem ga poznal v pozitivnem smislu. No in tako da so bili moji šokirani presenečeni, ne. Zakaj, kako in še nekaj. V vojni se take stvari ne delajo. Se ne delajo, sploh pa, če ni nekih razlogov pametnih, glede na to, da smo pametno zaustavili poskuse za napad na vojašnice, ki bi prinesle katastrofo mestu, predvsem pa civilnemu prebivalstvu, ne. Mimogrede bi rad povedal še nekaj, da smo imeli z enoto, brigado Tomislava Šipčiča v preteklih letih vrsto skupnih usposabljanj. Moram pa priznati, da smo na rangu bataljon proti bataljonu za vsako deklasirali njegovo enoto. Ko govorimo o njemu, je potrebno povedati tudi to, da je on po odhodu iz Ljubljane svojo enoto peljal v smeri Bosne in Hercegovine in Srbske krajine. Leta 1992 je postal poveljnik Sarajevsko-romanijskega korpusa Republike Srpske. On je bil tista oseba, ki je blokiral Sarajevo in ki je ustvaril z svojimi enotami največ rušenj. Njegova povelja so bila strahotna. Zelo veliko človeških žrtev, zelo veliko rušenja je bilo pod njegovim poveljstvom. Tisto, kar je pa mogoče še najbolj zanimivo, v Ljubljani je bil njegov namestnik, takrat podpolkovnik Fahid Karavelić, ki ga je zaradi muslimanske nacionalnosti on izločil iz sistema vodenja in poveljevanja, tako da so se stvari dogajale mimo njega. Je pa Fahid Karavelić postal v tem istem času pripadnik vojske Bosne in Hercegovine in je postal komandant korpusa obrambe mesta Sarajeva. Tako da sta dva bivša sodelujoča delovala en proti drugemu. In Sarajevo je v Fahidu imelo krasnega borca, krasnega poveljnika, on je postal tudi general in se imajo v marsikomu in čemu zahvaliti, da Sarajevo ni doživelo še večjo tragedijo. Zanimivo. Lahko bi bilo podobno v Ljubljani, če se ne bi zavrnil ta ukaz. Sigurno. No, se pravim, tudi ko gledam te zadeve, ki so v tem trenutku aktualne v Gazi, v Ukrajini. To govori samo o tem, da je včasih dovolj en trenutek nestrpnosti, da pride do kakšne hude vojne katastrofe, do rušenja, pobijanja, uničenja. Tako da, jaz bom rekel tako, prevago je tudi element poznavanja mednarodnega vojnega prava. Kar se mednarodnega vojnega prava tiče, je poveljnik, ki da ukaz, odgovoren za tisto, kar se zgodi. Ne? In jaz te odgovornosti nase tudi slučajno ne bi hotel prevzeti in tudi nisem. Ne? Ampak zdaj, pol je bil Slapar v bistvu glavni komandant iz tega izpada. Verjetno so bili s tem informirani v koordinaciji, Bavčar, Janša, vse, ali kako? Ja, jaz sem po vojni naredil eno reprizo dogajanja sam zase. Govoril sem za čisto vsemi temi
člani predsedstva, nihče ni nič vedel o tem, da bi bilo treba poveljnika Miho Butaro v Ljubljani zamenjati. Ne. Mladina je tudi ni dolgo tega pisala, mogoče lansko leto, v enem intervjuju z Mladino. Mislim, da je imel Tepina intervju z njim, s predsednikom, in je rekel, da ni vedel nič o tem, da bi mene zamenjali. Se pravi, da je republiška koordinacija ali pa nekateri deli republiške koordinacije, da so delovali mimo predsedstva republike. Ne pa pozabiti tole, ne, da je v bistvu vrhovni poveljnik teritorialne obrambe in oboroženih sil bil Milan Kučan. Ja, ampak oni so predsedstvo določene pooblastilo koordinacijo, da vodite vojaške zadeve. Ja, zagotovo, sem ne pa vseh. Ne. So stvari, pri katerih se je potrebno uskladiti, videti, kakšna je situacija, ali iti v neko rigorozno rešitev ali ne. In tukaj so žal nekateri prenapeteži naredili korake, ki jih ne bi smeli narediti. Sreča, da nas je bilo kar nekaj takih, da smo zadevo zaustavili. Meni je zelo zanimivo, da recimo arhiva te koordinacijske skupine ni nikjer, ni ga v arhivu Slovenije, ni ga najti v nobenem arhivu. O sami osamosvojitveni vojni je bil cel kup posvetov, že simpozijev, raznih člankov, spominskih zbornikov, ampak to, kar je se dogajalo v koordinaciji, tega arhiva ni. Kako si to razlagaš? Kdo ima ta arhiv? Ja, zdaj je tako. Jaz sem bil nekaj časa tudi član koordinacije, ker sem bil noter kot stalni dežurni, sem dežuril, kaj sem pol dneva, pa spet pol dneva po premoru in tako naprej. Vem, kaj se je tam dogajalo, kako se je usklajevalo pri vodenju in poveljovanju aktivnosti. Vem, da se je zelo natančno vodila evidenca tako na nivoju republiške koordinacije, kot na nivoju podkoordinacijskih skupin. Ker ena podkoordinacijska skupina je bila blizu moje pisarne v Ljubljani, točno vem, da se je vse zapisovalo, da je vsak podatek šel ali iz policije, ali pa iz teritorialne obrambe, ali pa iz sekretariata za obrambo v ta seznam, in se je ta material pol posredoval naprej, da so vedeli, kakšna je situacija v posamezni sredini. Po vojni, razmeroma kmalu po vojni, pa je prišel ukaz, da je potrebno vse te zabeležke poslati na republiško koordinacijsko skupino. Kdo je dal ta ukaz? Ta ukaz, tako so rekli, ukaz je iz republiške koordinacijske skupine. Poveljujoči je Igor Bavčar, predsednik, če tako rečem, ne, kot predsedujoči, je bil Janez Janša. Edino nekdo od teh dveh je mogel dati ta ukaz in se je ves gradivo prenesel v republiško koordinacijsko skupino, pol je pa dilema, kam je šel tam. Eni so govorili celo, da je poslan v Gotenico. V Gotenici je bil včasih tudi arhiv Udbe, pa še kakšen drug dokument, mogoče tudi političen ali pa kaj podobnega. Tisti, ki so to spravili recimo na varno ali pa uničili, ne vejo, zakaj so to delali. Jaz bom rekel tako, to so naredili iz preprostega razloga, ker so se zavedali dejstva, da so vmes povzročali strahotno veliko število neugodnih situacij, vprašljivih situacij, ki bi lahko pripeljale do velikih tragedij, pa niso. Istočasno so se pa tudi na ta način skrili pred javnostjo za svoje zelo slabo, jaz bom uporabil besedo, šlampasto vodenje in poveljevanje. Čeprav bom rekel tako, republiška koordinacija je svojo nalogo odigrala odlično. Ja, to je zdaj malo nasprotju s tem, kar si. Ja, tisto ja, ampak dobro, tisti, ki malo bolj poznamo zadevo, tam je recimo 22 ljudi bilo, 24, ne. Med temi ljudmi so bili recimo 4, ki so blazno dobro obvladali situacijo, ne, in so jo peljali. Vmes so bili pa tisti, ki so se vključili v ta sistem, ne.
Eni so dobro obvladali zadevo, eni slabo, na kjerkoli področju, ali milice, ali teritorialne obrambe, ali civilne zaščite in tako naprej, civilne obrambe. Ne. Pozabil sem eno zadevo povedati, pa izredno pomembna, ker sem jaz zavrnil ukaz. So po naših ocenah, ki smo jih raziskali, najverjetneje iz republiške koordinacije poslali ukaz, šifriran ukaz mojim podrejenim z mojim tajnim imenom Sonce, da ne izvedejo bojna dejstva, ker sem jaz zavrnil ukaz. Ne. K sreči je v Mostah pojavil, je bil poveljnik našega odreda, prvega odreda, dr. Neven Borak, ne, ki me je poklical in mi rekel, poveljnik, jaz tega ukaza ne bom izvršil. Sem si mislil, jaz zavrnem ukazu Slaparju, ne, zdaj pa en moj noče izvršiti ukaza. Jaz mislim, da je šlo za splošni ukaz. Moj splošni ukaz pa je bil izvesti blokado, pripraviti enote za bojna dejstva, vendar nikoli ne začeti prvi. Prvo morajo oni začeti, da bi mi lahko odgovorili in tako naprej. Čakaj, če sem te prav razumel, si rekel, da so iz republiške koordinacije poslali ukaz s tvojim tajnim imenom Sonce, tvojim enotam, da napadajo kasarne. Tako. Se pravi, falsificirali so tvoje ime. Ja, kako si pa na to reagiral? Ja, to ni kar šala, da nekdo ponaredi tvoj podpis? V prvi fazi mi je bilo nerazumljivo in nisem mogel verjeti, da je to možno. Poklical sem komandirja zvez, mojega komandirja čete za zveze, Petriča, in šifrotelemprinterista. Sem rekel, kaj je zdaj s to zadevo? Je to možno ali ni možno? Ne, mi nismo nič naredili, so rekli. Potem sem od Boraka zahteval, da mi pošlje ta ukaz, šifrira, da vidimo, če je to res. In dejansko je on to poslal. In šifrer, prav poveljnik, točno to. To je ukaz za napad z vašim tajnim imenom. Ne? Se pravi, nekdo je hotel na vsak način rušenje, pobijanje žrtve. Kdo? To si lahko sam domišljam. Recimo, jaz sem bil na zvezi Slaper, on je v vsakem primeru zraven. Ampak on je bil le... Samo dva sta še pol zraven, tu je pod samo še Janša pa Bavčar. Noben drug, ne. No in k sreči, on tega ukaza ni naredil, jaz sem tudi, bom rekel, mu povedal, da to ni moj ukaz in se rekel, nobenega bojnega delovanja, razen če ste neposredno napadeni. Ne. V redu, Miha. Hvala za ta pogovor. Hvala tudi tebi. Ja. Prav je, da se ve. Kako? Prav je, da se ve. Naj se ve, ja. Tako je bilo, ja. Predvsem bi bilo pa dobro dobiti ta arhiv, če še obstaja, od koordinacijske skupine.